Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Afera Patria je razburila slovensko vlado. Končno! Ta se je odločila, da bo vložila tožbo zoper finsko javno televizijo in njenega novinarja zaradi trditev, da je Patria podkupila premijeja Janeza Janšo. Govori direktor urada za komuniciranje Anže Logar. Za ohranitev časti instituta predsednika vlade ter seveda tudi dobrega imena države nam ne ostane nič drugega, kot da vložimo vse ustrezne tožbe. Patria je bila tudi osrednja tema Zbora za republiko, ki je parlamentarnimi volitvami, tu manjka besedica pred parlamentarnimi volitvami, ampak ne bom prekinil, ker se mi potem mudi naprej, moram še v mesto nekaj kupiti, izrazil podporo vladi Janeza Janše, predsednik sveta zbora zdaj pa moram predsednik sveta zbora, težko je to napisanje, vem ti mater, Šiško, kaj je to, predsednik sveta zbora, zbor ima svoj svet. Predsednik sveta zbora ne grem še enkrat, da se jebeš. Predsednik sveta zbora Peter Jambrek je težko. Predsednik sveta zbora Peter Jambrek je težko odločitev predstavil takole. Ne grem še enkrat, dober je bil. Zadnjih dogodkov, aktualnih dogodkov, ustrajamo na naših siceršnjih načelnih opredelitvah in smo se tokrat odločili za javni izraz svoje podpore vladi Janeza Janše. Dimitrij Rupel, mimogrede moj profesor z akademije, prišel je na 2 predavanji v 2 letih, povedal svoje in nas vse naučil. Svaka mu čast. Bravo! Je na zboru razkril, kaj mu je na sestanku, na katerega jo je povabil. To se še ne vemo, koga jo je povabil. Lepo napisan stavek. Torej, Dimitrij Rupel je na zboru razkril, kaj mu je na sestanku, na katerega jo je povabil, povedala finska veleposlanica. Povedala mi je, da je že poleti vedela, da na finski televiziji pripravljajo oddajo o Patriji in o podkupninah. Vendar ni vedela, da obtožujejo predsednika slovenske vlade. Vedela pa je, da bojo oddajo predvaja septembra in danes ugotavlja, da je šlo za oddajo, ki je bila namenjena slovenskim volitvam. V aferi Patria je prva zaslišanja opravila tudi slovenska policija. A vidiš, a sem ti rekel, da se bojo zmigali? No, lepo. Malo zamude, nič hudega. Zdaj bo mate vse raziskal. Kako, že iščejo. Si ti podkupnino prejemal. Mi smo policija. Značka, ne se zabavati. Nisi? Ok, v redu je. Pogovorila se je s poslancem SD in nekdanjega predsednika komisije, ki je preiskovala posel s Patrijom Milana Cvikla. Ne razumem to. Pogovorila se je in nekdanjega predsednika komisije. In zaslišala. Ok. Pogovorila se je s poslancem SD in zaslišala nekdanjega predsednika komisije, ki je preiskovala posel s Patrijom Milana Cvikla. Kriminalista so najbolj zanimali dokumenti, ki jih je preiskovalna komisija posredovala državnemu tožilstvu. Zakaj danes? Glejte, zakaj danes? Verjetno zato, ker je potrebno sprevračati pozornost. Gregor Golobič je predstavil vsebino protikorupcijske. Kdo je to pisal? Državna skrivnost. Jani, a ne? To sta se videla, to me zajbavata. Ne, to ne smem povedati. Prav? Gregor Golobič je predstavil vsebino protikorupcijske klauzule v poslu s Patrijo. V pogodbi se Patrija kot možni podkupovalec sploh ne omenja. Protikorupcijska klauzula pa se po Golobičevih besedah nanaša izključno na izvajalca. Protikorupcijska klauzula v tej pogodbi je zapisana. Vrnem na način, da nikakor ne zagotavlja nobenega varstva v smislu možnosti prekinitve pogodbe v vseh primerih, ki jih taki obravnavajo organi pregona na Finski in upamo, da tudi v Sloveniji. Takoj se je odzval minister za obrambo Karel Erjavec, ki pravim,
A zdaj sem jaz Karel Erjavec, ki pravim, kaj se režiš? Kako rad se režiš? A to je tebi smešen? A to je tebi smešen? Karel Erjavec, ki pravim, da klauzula drži tudi v primeru dokazane korupcije strani Patrie. Erjavec od Golobiča pričakuje opravičilo. In jaz od tebe in Janja. Pravo ni filozofija, pravo je dokaj egzaktno in zelo egzaktno smo zapisali. Sam sem pravni strokovnjak, bil sem državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Upam, da mi priznavate, da imam verjetno več pojma kot kakšen človek, ki se ukvarja zgolj s filozofijo. Kasneje se je Erjavec srečal s svojimi volivkami in jim zaupal, zakaj so dobile pokojninski dodatek. Stisnil Janšo. Kaj je to stisnil Janšo? To je oznaka za video, ne? Kjer video gre. Zakaj ni presledka vmes? Prav jebeš. Dobro. Zdi se mi, da gre za eno predvolilno akcijo. Vemo, da nekaterim strankam zelo slabo kaže. O finskem napadu na premijeja, komentar dneva Peter Jančič. Združenje novinarjev in publicistov je v sredo opozorilo na nenavadno stališče novinarja finske javne televizije, ki je po ostrih obtožbah, ki jih je izrekel na račun slovenskega premijera, sporočil, da za svoje trditve ne bo navedel nobenih dokazov. Dramatične novinarske zgodbe, v katerih novinar javnosti prikrije vire in ne predstavi dokazov za svoje trditve, ki bi omogočali kakršnokoli preverjanje, so lahko značilnost rumenega tiska, pa še tabloidi praviloma česa takega ne storijo. V Angliji je denimo bil zamenjan urednik tabloida Daily Mirror, ker mu je pač vlada dokazala, da so posnetki, ki so jih predvajali o mučenju vojakov v Iraku, ponarejeni. Na kraj pameti tamkajšnjemu uredniku ni padlo, da bi javnosti svojim bralcem rekel, jaz ne bom ničesar dokazoval, ne, moral je dokazati. V zgodovini slovenskega novinarstva so novinarji tudi že razkrivali korupcijske škandale, a javnost jim je verjela, ko in ker so predstavili tudi dokaze, ki omogočijo preverjanje. Novinarka TVS Lidija Hren je denimo razkrila podpis ministra Maksa Tajnikarja pri spornih poslih v povezavi s Tamom, ki jih je ta predtem zanikal. Sam sem nekoč delal zgodbo o financiranju kampanje Jelka Kacina in takrat ne samo, da smo imeli originalno dokumentacijo z LDS, ampak smo šli transakcije preveriti, ali so bili neki oglasi objavljeni v časopisih, ali so bili plačani, koliko je bilo plačanju, skušali smo pridobiti poslovno dokumentacijo tudi skupaj s kolegi in seveda smo to javnosti tudi predstavili. V tem je smisel dela novinarja. Slovenija, 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 kulturac. Časopisna hiša Dnevnik je pripravila preizkus nekaterih kandidatk in kandidatov na letošnjih volitvah v miselnih igrah, taborniških veščinah in orientacijskem teku. Takole se je v eni od igric... napaka. Takole se je v eni od igric znašla Janez Drobnič iz KDS in Bogdan Barovič iz SNS. Se je znašla Barovič in Drobnič. Prav. Ta stolp izzavel sem na to mesto. Tle je še en rezervni položaj. In sicer je edino pravilo to, da nikoli ne sme večji pokrit manjšega. Stolp je treba predstaviti sem, ne? Ampak po enega. Ja. Treba tako. Ne sme večji. Pa moramo bolje zdaj tem. V vsakem primeru bi bilo enak. Pač tem. Drogi bi trikotno, ne? Čisto sem. Ja, tega nemaš kam zidati. Tega sem, pa smo spet odpizdi. Na festivalu Sanje je bil danes svetovno znani glasbenik Chris Ekman, ki je predstavil projekt The Last Side of Mountain, v celoti posvečen poeziji Daneta Zajca. Za las si se rešil. Zdaj, če bi bila kakšna napaka, sem bil pripravljen, da vržem kamero in prompter in televizor in stol in tale računalnik in kitaro in svoj iPhone in mikrofon in šalčko po tleh stari z vso jezo. To je Katja Lenart napisala, to je zikr prav. To je zadnji odstav. Just like the roadside grass, after the herd has passed, I draw her eyes, you say, drawn upon the wall.
darkness, I have her eyes, you say. The solitude and peace. Še vreme, tokratni sponzor vremena je Lahko Laško s stekleno flaško. Kako je moker. Vreme. Po vsej Sloveniji proti jutru pričakujemo postopne osvetlitve. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.